Darum, 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 darum. Se pravi, ponedeljek je, ura je 16:29 popoldne, tole so glave, podke za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Ja, in to ne kar katerekoli glave, ampak 46 glave po vrsti in reci in piši, ne, prve glave v letu 2015. Fant, kako je bilo že, kako si se imel za nov let? Ful dober. A se kaj spomniš, kaj si počel? Ful se nič ne spomnim, kaj sem počel. Jaz tudi nimam pojma. To je bilo dobro, da se nič ne spomnim. Totalno luknjo imam od srede decembra do danes, ko grejo tele glave ven in hud veseli december je bil hud. In danes, preden bomo povedali, kaj bomo danes počeli, najprej seveda hvala vsem, ki nam sledite na Twitterju, ki ste naši prijateljčki na Facebooku, na aparatus.si in pa seveda vsem, ki greste na aparatus.si pošiljnica podpri in darujete 4, 8 ali 12 evrov. Anže se vam zahvaljuje za vaše donacije, kajti letos je končno po 5 letih končno lahko kupil koledar prostovoljnega gasilskega društva Trnovo. Vesel je, da jih ima in ne samo, da si kupil ta koledar, tok jim je plačal za koledar, da so bili ful veseli, da so mu dali že kuponček za 2 zastonj srečki na poletni gasilski veselici Stanjo Žagar in ansamblo Mira Klinca, tako da Anže je v 7 nebesih in je rekel, tudi če to boljšega se bomo več v letu 2015 ne more zgoditi in to je to, ne, tako da Anže, vesel sem zate. Pa seveda, in za Tanjo Žagar, seveda. In za Tanjo Žagar, seveda. Živje. Zanjčo noktiferi, danes so Tanji Žagar, stvari ostajajo iste. In drugač pa, kaj moramo povedati, če ne smo poslušali v iTunesih, pa dajte oceno. Anže, imamo kakšno dobro oceno zadnje čase, kakšen tak dober stavek, ki se ga da ponucati za reklamirati tale naš podcast. Od glavo, že ne vem, kaj je bilo na zadnje. Da si me dal, tako govorim zato, ker vmes odpiram iTunes in upam, da se bo kaj naložilo, ampak se ne. Tako da nimamo benga stavka pižama. Tako da pejte, prosim, ljudje, pejte, če še niste v iTunesih dali ocene, pejte, če ne drugega napište, radi imamo Anžetovo stojalo za mikrofon s Swarovski kristali ali karkoli tazga, samo dejte podporo, recimo všeč mi je, da Anže obvlada vse gumbe na svoji mešalki, to je tudi skozi bolj slišno, res skozi bolj slišno. Še 1,5 leta in se bo ta nakup pravzaprav že splačal. Ne še povrnil, ampak smiselen bo postal čez pol leta, ko bom že res naštudiral vsaj 2 od vseh gumbov. Dva že obvlada. 2 že znam. Če štejemo on pa off za 2 gumba. Se mislil, da še imel kakšno bolj razkujeno reakcijo na to. Hotel sem biti jezen, pa... Ja. Pa je pač kruta resnica, ne? Ja, vse to. Tako, in zdaj smo torej januarja, mesec, ki se vleče, mesec, v katerem včasih ne vemo, kaj točno bi počeli. Tako pač to je ta ponedeljek celotnega leta, ko cel mesec na Twitter pišemo, fuck, ne, spet je treba na šiht. In potem postamo, oziroma repostamo statuse od Nine Quarterlyja, da smo še rahlo bolj depresivni in v nekem takem hegelijanskem malodušju, ko gledamo tam une slike od Žižka, ki jih on pol da in gledamo, zakaj Žižek vedno v posteli na teh stikah, ki jih on objavlja in kakšen podtekst ima to. Ampak ni nikjer Romana Vodeba, da bi nam to razložil. In potem ne vemo, kaj početi in sežemo v žep in tam se skriva telefon ali pa sežemo v kurirčkovo torbico in tam not se skriva tablica in vzamemo to v roke in začnemo drkati levo, desno, gor, dol, kakšen špil. In smo rekli, zdaj, ko boste to potrebovali, te špile, ker res ne veste, kaj početi s svojim časom januarja, dajmo malo povedati, kaj se splača igrati na mobilnih telefonih, kaj se splača igrati na tablicah in zato smo poklicali koga drugega kot našega dežurnega dopisnika za Kingstone in vse, kar je povezano z Daretom Kavričem. Sergej Sneti, hvala, živjo. Pozdravljeni. Dej še mene vprašaj, kaj je bilo decembra. Nekaj moraš z mikrofonom naštimati, ker jaz te čisto ne razumem. Ja, čakaj, sorry, napačen, čakaj, ta drozga odziv. Dobar dan. Evo.
To bo bolje. Ta je bil pa kupljen v Ljubljani, ne? Ja, ta je bil pa Ljubljana. Ja, Sneti, lepo pozdravljen med nami v najni družbi, tisti, ki ne veste, kdo točno je. Sneti, pejte na internet gledat, ker če ne veste, vas je lahko sram, ali pa pač se ne ukvarjate toliko prav samo računalniško tehnologijo oziroma še bolje rečeno z igrami, zato vam tega ne moramo zameriti in povemo, da je Sneti eden od glavnih piscev. Zdaj smo rekli, en od glavnih piscev pri reviji Joker, da je on ne bi napisal 3/4 revije vsakič. Polovico. Polovico samo. Ja, staraš. Kva, si len rato ali kaj, to je to. Ja, vem, star sem. Ampak o čem točno se bomo pogovarjali, bo pa zdaj razložil moj predragi sovoditelj Anže, ki mu jaz včasih pravim ljubiteljsko Atomik. Čemu smo pogovarjali, je pač ena stvar, ki je in to so mobilne igre. A se tako reče, Sneti, a so mobilne igre, a to smo se zdaj odločili, da so mobilne igre in je to to? Pa ja, lahko smo se, ja. Ker so na mobilnikih in tablicah. Ja, kazaj že za tablico, da je tablica ratala, je trajala neki cajta, ne? To je to treba vedeti. Ja, seveda, ne samo imaš še zmeraj igre na raznih 3DS-ih, Vitah, ki jih je 7 v Sloveniji. Se mi hoče reči. In potem tiste so pač drugačne igre, ne mobilne, ker so malo bolj kompleksne. Ok, no vse to, dej, pa glih to, jaz sem se hotel malo glih o temu pogovarjati, ne, zaradi ker po eni strani, napreden gremo na to, kaj treba špilati, ne, ampak sem tako, da gremo, malo zaplužimo v teorijo, ne, ker mislim, da se splača. In ena stvar je ta, ne, da glih ta, tako kot si rekel, ene, ki so malo bolj kompleksne, pa ne. Zdaj, mobilne igre, vse v isti koš dajo, je tudi zelo nehvaležno, ne. Ja, seveda. A ne, mislim, ampak kje bi ti neko črto potegnil, pa kaj rečemo, kaj casual, pa te resne, ali kaj ćemo reči? A veš, da bi skoraj rekel, da tiste, ki so plačljive, so pa navadno bolj dodelane oziroma kompleksne, kot se to da na mobilnih napravah sploh imeti. A tako, da je una, ki so free, pa une, ki so plačljive, da je tam? Dosti krat, ja. Ne zdaj formalno, če greš na Wikipedijo gledati, pa na forumu debatirati, ampak po osebnih izkušnjah se mi skoraj zadnje čase dozdeva tako. Ja, ok, pa se to je po svoje dosti logično, ne? Ker pač unika zaračunajo načeloma, misli, da so se malo več trudili, pa nek drug vzgib imajo v zadnji, ne? Mogoče tudi druge ljudi naslavljajo, tisti, ki so dejansko pripravljeni seči v žep. No, lepa, no, ok, pa je to, ta naslavljanje teh ljudi, ne, in unike so pripravljeni plačati in unike niso pripravljeni plačati. A se te zdi, tako kot se meni, da je pač na mobilnih napravah, sploh kar se Apple tiče pa tega in posledično špilov, ne, vse v zadnjih 2 letih šlo v franže, ne, in se več ali manj lovi še za stonkarje, ali ne? Ja, bistveno je to več ali manj, ne. A veš, to lahko rečeš tudi za Steam. Da več ali manj lovi samo uneka 5 evrov dajo na razprodaji. Pol imajo 60 špilov, ki jih nikoli ne požene, oziroma samo enkrat. Ja, ok, to je itak ta bolezen, o tem bi se itak lahko pogovarjali, ne, kupovanje špilov. A čaka, nis pižamc ti kupil Fate of Atlantis, zanč? Ja, sem, veš, kolikrat sem ga že igral? Ja, na zalogo, zdaj, ki je bil poceni, koliko je bil 5 evrov ali koliko je bil, rekel, zdaj si ga moram kupiti na Good Old Games, ker če ne bo šlo to mimo mene, se tako, ko imam že na tablici nekog časa Monkey Island, ta Special Edition me čaka, da ga bom preigral. Čeprav recimo Broken Sword enko pa celo sem tako vmes preigral. In čeprav moram povedati, da to predvsem zato, ker sem jo tudi ful pocen dobo za Wii, se nekaj bova imela to doma, z mojcem malo igrala in se je kuj pri ta prvi nalogi, ki je treba tam neki okol vrteti, je umestnik z Wiimotom se je izkazal za res bednega in se rekel, s tem se ne bom več ukvarjal, tako da pa, ki je bila šansa na tablici sem. Tako, ja, ne, jaz plačujem te stvari, ker ful imam enih teh plačljivih iger gora, ampak ta plačljiv mesec zdi ta smiselen, ok, plačaš špil in ga imaš, ali pa mogoče, ja, zdaj, če že hočeš neke ful hude dodatke, pa ne, upgrade, tudi če nekaj plačaš, ful pa sovražen, kako se temu reče, pay for play, ali kako je ono, kaj je... Free to play. Free to play, ne ono, kaj ti lahko igraš, ampak zdaj pa lej, če nam daš zdaj tlele takoj še 76 evrov, imamo pa totalno hudo sceno,
boš dobil 8512 zlatnikov in boš s tem lahko igral 3-krat več na dan, kot ostali. Temu se formalno reče in-app purchases oziroma IAP, ampak doskrat pač rečemo temu kar F2P oziroma freemium je še. Freemium model, ja, to je to. To vem že, kako sem jaz takrat zelo v sramu in ponižanju priznal, ko sem bil njegov gost v Aparatusu, kako igram Bejeweled. Ja. Ampak takrat se reče ta blic igral, kjer imaš sploh te, da si kupuješ dragulčke, s katerimi si pa boljšaš možnosti višanja točk. Pa dobiš med tokih enega denarja na dan za 100, ostalo bi mogel pa plačevati, lahko s ponosom rečem, da tudi niti enkrat samkrat jim nisem dal niti centa. Bezdetom pogoltnim. Ampak ni tako, da Bejeweled te v bistvu še dosti pusti špilat, ne? Ja, za ta solo play je, veš, nis pa unga, recimo, kar imaš pa pol za, če pa hočeš tako kompetitivno, da se na Facebooku hvališ pred kolegi, ne, in s tem dobiš tistih plus 1000 gigovskih točk per folku, ki ne poznajo te scene in mislijo, da je Bejeweled res neka igra, za katero moraš biti tehut hacker, da jo obvladaš. To pa gre, ne, v franže tak način hvaljenja in postavljanja pred drugimi. Ok, pa bom pa tako vprašal, pa prvo snetija. A si že tako resno igral, kar pomeni, da si jo čist preveč igral, kot bi jo smel, ne? Kakšno free-to-play špil. Ampak tak, res na tegunski. Aha, na tegunski? Ja, sem za opis. Ja, ok, to našteje, ok, tako, ja, da si... Pa nič nisem igral, vse igram za opis. Ne, se ne. Ne, se ustavim, ne. Če vidim, da me špil nateguje, enih nisem napisal, zato ker so me res totalno nategvali, recimo Simpsons Tapped Out, mislim, da je bil Simpsons, tiste grozne izkušnje. Real Racing 3, ravno, da sem skozi prišel, pa mislim, da sem vrgel na 20 € za opis, pa tako naprej, ne. So kar AI je bil pri tem in je še vedno, ne, še kar, kako bi rekel, zelo proaktiven. Ja, proaktiven je bil v tem freemiumu. Se oni zdaj več ali manj samo še to delajo, ali ne? Ja, oni so se opravičili za svoj Dungeon Keeper, ne, ki je bil recimo tako razžarjen kov v očesu pravega igričarja oziroma igralca. Ampak nič ni videti, da se bo kaj ustalo s tem modelom, ko zdaj je prišel Peggle Blast, ki ima izredno navado, da ko ti zmanjka življenj, ti reče, ja, počakaj pol ure, oziroma žogic, no, počakaj pol ure ali pa plači 0,76 € ali nekaj tazga, ne, in ti si lahko pokura žogico v približno, 2 minutah. Glej, če bi pa spet dal 0,76 €, no pa dejno. Veš, ta najhujši so oni, ne, ki pol tam gledaš, kaj vse lahko kupaš, ne. Pretehta na tegunskih. Tako prek je pižama rekel, in lahko da 76 €. To sploh ni joke. Ne, ni joke. Pač to ni joke. To ti lahko tam dejansko tok in tok kovanca in jim lahko daš res 80 € za une kovance šalabajzerske. Ja, se to je tako, veš, par procentov igralcev, oziroma 1%, mogoče 2% igralcev teh iger se jim reče whales, kiti. In to so tisti, ki dejansko financirajo ta špil. Ne? Ostalo so majčken še priložnosti igralci, pa so pa tako 95% ljudi, ki nikoli nič ne plača. In dejansko ti narediš špil, ki je freemium, za ta 2% ali pa 1% ljudi, ki ti bojo plačevali. Za njih ti narediš ta špil. Ne za nas, ne za pižamo, ki reče, nikoli jim ne bom nič dal. Ali pa za me, ki rečem, mater je za nič špil, nikoli več, po opisu vam nič ne več ne dam. Ne. Ti naredi za te ljudi, ki bojo plačali 100 €, 500 €, 1000 €, da bodo imeli lepe hlače v igri, pa da bodo imeli ful velik grad. Ja, to je ful dobro poslanstvo, če ga imaš v življenju. Ja, imajo pa denar. Ja, ker očitno to funkcionira. Itak ta najhujši primer tega je Candy Crush, I guess, ne? Ja, eden takih zelo očitnih, oziroma bolj razvpitih, ne, se teh je res precej. Ja, veliko, ja, to je res, ja. A lahko na tem mestu povem, da še nikoli nisem igral Candy Crush? Kar pet. Ne, zdaj te pa ne nočemo več v glavah. Že je svetovni prvak, zato še nima svojega fleta pa avta, ki se zmeto za Candy Crush. Vas moj denar je v Candy Crushu. Tako da dajte prosim donirati. Evo, zdaj vemo. Zdaj končno veste, da se jaz zmeri izmišljujem te neke nebuloze
na začetku glav, pa na koncu, zakaj je že zbira denar samo zato, da bi prikril to še bolj grozno resnico, da gre za Candy Crush vse. Ja, v bistvu je. Ja, veste, kako je finta Candy Crusha? Čem je vic Candy Crusha? Da je to v resnici ena taka zelo podmukla reklama za tvrd ko Josip Kraš. Narobe. Anže? Ne vem, kaj je. No, v tem, da postaje vedno težji. Oziroma, da se na začetku je tako, ni problema, tukaj imaš level, pa si tako full hitter level 85. Pol ne, pa tako, ne samo imperceptibly, ampak perceptibly harder it gets. In potem tisti leveli prihaja kar nekaj, dosti bolj počasti, si pa takrat že hooked. Si že nalezu tega. In potem, saj je samo 0,89 evra, saj je samo 5 evrov, to bom pa že zmogel. No, pa tako kaj že, se ga vidite. Ja. No. Zdaj še fejka, da ima poškodovan gležen ali kolen, da mu ni treba da mu ni treba košarke igrati, zato da lahko igra ta Candy Crush. Da leži na ritma, kaj je level 200, ta stara. Anže, si že kdaj slišal besedo level izgovoriti kot level? Ne. Meni se zdi tako en tak francoski pridanič, pride pa level 20 do tebe in te Evropa. To je primorsko drugače, v level te bom spravil, če boš ti živ v level. Pok. A ja, dejansko, ok. Čak, pižamc, kaj pa ti, jaz ti kaj igral tazga? Ja, pa nisem biđulte, sam se pravim, nisem nič keša, da je. Da je pižamc, no, kaj pa Hearthstone? Ja, dober Hearthstone, to jaz ne štejem. Kaj pa je to drugega free to play? Ok, priznam. Dal sem jim 8 evrov za kartice. 8,99. No, pa 8,99. Ja. Ampak sem pa dobil 2 vijolična noč. Kjer mehe si dobil, kjer goblin si dobil. To sem še nazaj, dajmo nehati s tem Hearthstoneom zdaj. Nimam, dobil sem pa, ampak sem dobil zdaj, tako v tistem prvem obeču kartic zastonskih je bilo kar nekaj zanimivih, sam se pa nisem še trudil. No, ampak da Anže ne bo jezen, Hearthstone je tudi mobilna igra. Jaz sem jo najprej igral na iPad, jaz sem še lepo pogruntal, da je to tudi na PC-ju. To oba dva veste, da bo na eni točki ratu intervention, pol, ne? Če bomo o Hearthstoneu se pogovarjali. Ne, se ne bomo, zdaj sem hotel nazaj speljati, da so mobilni, da je tudi mobilna igra, vidiš, te istočnico imaš, ajde, go. Ne, ok, jaz, edina stvar, ki sem jo tako igral, pa kjer sem za točno 7 sekund kontempliral, da bi jim dal denar, ne, je bil... Ker pri Candy Crushu nisi kontempliral, ampak sam daješ. Crushu ni rata. Dej! Ne, to gbed ni, no, ampak sem tale, kaj je že, Tiny Death Star. Tiny Death Star, to je tisto, ko so pol skenslali, ki jih je Disney zajebal, je bilo to? To pa ne vem, če se je kaj zgodilo tako ekstra. To je bilo nekaj, kar si Disney, recimo tega, pull out the plug, v lepi slovenščini, in so enostavno nekega dne zginili, mislim, da je to. A res, ali kaj? Ja, ker je bila to je bil, v bistvu je bil nek Star Wars verzija neke, pač Tiny Towers ali nekaj tazga. Tako je. A to so ukinali, ali kaj? Ja, in če bi ti dal njim denar, bi v bistvu vse Disneyjevih lačnih kovtancih izginilo. Wow, ok. No, ampak tam sem tako enkrat rekel, mogoče je bilo pa kul, pa sem rekel, a ti veš, zakaj plačuješ? In sem se ustavil. Več ali manj. No. Pa Candy Crush naprej. Pa Candy Crush naprej, pa ja. Pa jaz sem un model v mestu, ki je, glih mi je benza zmanjkal. Z Duiderje moram. Zato sem imel novembra brado, to je edini razlog, da sem imel brado. V glavnem, slaba šala. Ne, šala je dobra, sam brada je bila res slaba. Ja, brada je bila slaba. Zdaj pa tako, če smo šli na te, ki so bili na Tegunski, pa kaj ste igrali. Zdaj pa lahko gremo, pač, če bi mogla, pa Klej, 2 kategorije bosta in jih bomo povedali, ne špile, ki bi jih videla, recimo, res priporočila tako. Eden je, da je nov špil. To pomeni, da ni port iz pač neke konzole ali pa PC špila, ne. Zdaj, klej, res govorimo o špilu, ki je bil narejen za mobilne naprave, je zunaj in bi ga videla, ne, pa bomo začeli s tabo sneti, ki bi tako rekel, lej, tako bi pa mogli špili biti narejeni. Ne zdaj samo, da je dober špil, ampak da je cela ta filozofija zraven v redu tudi. Ne? Ali da ga kupaš, oziroma da niso na Tegunski in ne prčasi. Pa ško, tam en, kar res štima, pa je fajn zašpilati. Pa gremo naokrog, pa imamo pa ta druga varianta, bo pa kakšen port, da ga povemo. Pač. Ampak zdaj pa res, original mobilen špil. Jaz sem se spomnil še enega tega free-to-play, ampak zato, ker
Ne, ker sem ga res tudi igral, ampak sem se polno zato pač jaz tega ne dojemam, tako ker itak polnoč ne kupujem, až sem razmišljal, da me kje še prijel zakupovati. Infinity Blade. Ja, pa zdaj mi pa idejo ukradel. No, vse kar povejo, ker zdaj sem zadko hotel Ne, pa se to lahko ti poveš, recimo, da ti poveš Infinity Blade. Ne, jaz sem nekaj drugega v igri, ti kar povej. Daj, sneti, povej. No, če smo pri teh... v tem je fora, da zdaj se v bistvu iz glave ne spomnim nobenega, ki bi bil freemium na mobilnikih, da bi ga jaz priporočil. Prav tako ne. Nobenega, niti enega. Razen Hearthstone. Ok, Hearthstone. Ampak ok, to je redo, ne. Ampak recimo na PC-ju jih imaš in par, ne. Recimo Path of Exile, ki je odlična diabloščina in tako, ne. Ampak na mobilnikih pa niti enega, ki bi bil free to play. In vse, kar sem igral, pa je, da je bilo dobro, je bilo plačljivo. Ne? Zanimivo. No, tukaj bi sigurno izpostavil Infinity Blade, ki mi je bil res cool, vsi trije. Je cela ta filozofija noter, se pravi, igraš zato, da dejansko kam prideš, se moraš kaj potruditi. Je težavnost, da krivuljo, odkrivaš nove stvari in tako dalje. Ne. Pol bi rekel Ridiculous Fishing, ki je res cool, ne bom rekel simulacija ribarjenja, ampak ribiška arkada, kjer se spuščaš, a sta videla to, a sta špila to? Ja, jaz imam, ja. Sem jo v Humble Bundle sem jo kupil in je super, ja. Ja, v Humble Bundle, ja, tako, ja. A ni dobra? Ja, super, ja. Pomaš Super Brothers, ki je ena recimo raziskov. A nismo rekli, da bomo enega povedali? Oprosti. Tako pa še ne, pa ni nujno, da je freemium, pač nek špil, ki ga priporočaš, tako da malo več povej. No, ok, Infinity Blade, Ridiculous Fishing pa Super Brothers. Ok, očitno smo na 3 pižamc, daj 3 povej. Ojoj, a zdaj moram jaz te gledati po telefonu, kaj so sploh 3 špili, ki se mi jih zgodili. Evo, jaz bom za začetek... Reč, Infinity Blade 1, 2, 3. Ja, za začetek bom rekel enega, ki sem ga res dost preigral, pa ga zdaj žal ne igram več toliko, ampak bi si zaslužil, da bi ga Dream of Pixels. Kako sem pozabil slovensko igro. Zato, ker ga imam še zmer gor na telefonu in sem odprl in gledam, kaj je. Jaz te imam na vseh 3. Jaz sem na iPadu, Windows Phoneu in še nekje. Dream of Pixels, ne, to so del ti naši Dawn of Play, ki imajo tako super zadevce, te retro. Jaz sem jih prvič spoznal s tistim, kaj je bil tako, kot ta stari Nintendo špilčki, ki si Monkey Business, ki si hodil od spot in si... je bil Monkey Labor in si dejansko kaj v LCD zaslončki in to je bila totalen take Magdalenice so bile, ki so ti špil, ker jaz sem imel nekaj Nintendo, pa ungata preklopnega na 2 ekrana, Oil Panic, ki sem bil mulj, to sem preigral, to je bilo in pa, ki sem prišel do 999, pa obrnil kol, pa v glavnem, in ta Dream of Pixels je zadeva, ki pravzaprav rateljem je narediti Tetris zanimiv za mobilne naprave, kjer se tapka gor s prsti, ker jaz včasih bi sploh osnovna šola, pa srednja, takrat sem računal, kdo bo totalen fan Tetrisa, to se ga je nažigalo v dosu, 3 prstki na desni roki, kazalc na levici za preslednico dol za spuščati, ne, to je bilo čeprav itak začenjati z 9. stopno, ker drugače je bilo brez veze, ker se je prehodil iz 8. na 9. pohitril, pa te izmedal, v glavnem Tetris ni da ni. Ampak kar sem igral potem na teh nekih mobilnih telefonih, sem si dol dajal, je bilo vse zmeri tako, ni bil ta prav občutek, nisi mogel te adrenalinskosti, tega doživetja, kam bo zdaj tale nasleden padel, ne, kako ga zarotirati, ni bilo, ne, ker tudi odzivnost je čist drugačna kot tukaj na, ne, se pravi, če igraš na zaslonku, kot če imaš tiste tipke, ki ti šklopotajo pod prsti, ne, recimo šklopotajo tako. Dream of Pixels je pa kontra Tetris. Je pa Tetris, kjer imaš ti blok že narejen in potem moraš pa ti odvzemati iz njega te tronime, se pravi, like sestavljene iz 4 kvadratov in je dejansko veliko bolj nekako intuitivna kontrola to za en ta touchscreen, se mi zdi. Tako da dejansko podobna filozofija, kot Tetris, samo z drugega konca vzeti in veliko bolj naravno ti pride potem za to drsanje s prsti gor. In je res, mislim, da to bi moral vsak, kakolčkaj da nase, imeti na telefonu. Absolutno se strinjam, 90. Čakaj, a to za igro ali za moj opis? Za to opis je 93.
Sem 2 veci sta manjkali. Skorka endorfan imel pik. Ja, endorfan. Kaj sem hotel reči? Če koga zanima, jaz sem Žigatom iz Dream of Pickles naredil aparatus. Bom dal link, tako da si lahko poslušate. Pa po tem, če še omenjamo jih še malo naprej, oni so tudi ta Roll Home, ki je tudi tako zanimiva, kako da bi jo sprot svinčnikom risal. Ena igrica, kjer imaš, tukaj lahko rečemo tema, ne igrica sneti tem tamalem. Seveda. Kjer se zibaš levo, desno, da neko kroglico pripeleš ven iz labirinta in je tudi zanimivo. In če imamo pol 3, evo še ena slovenska, ki je tudi, ki je pa kolega Dečeko risal, je pa Pigs with Problems. A to je po ki si ti ful špilal, ne? Ja, to je ki sem jaz, da Wham Bam Studioso in je pač taka zanimiva. Imaš 3 pujse, ki ti laufajo in jih preganjajo različni zlikovci, ki jih potem na različne načine, enek se rešiš tako, da jih potegneš dol, ene da gor, ene moš tapkat, ene levo, desno, se pravi, ne, da imaš te različne mehanike, ki jih lahko uporabljaš. In zanimivo je predvsem to, ker v špilih imaš ponovadi 3 življenja. Ne? Tukaj imaš pa 3 pujse in ni tako, ne, da bi rekel, en življenje si izgubil, pet zdaj naprej odtle, ampak laufaš in ti enega za drugim ti te pujse koljajo te zlikovci. Ne? Se pravi, in pa kam ben pujs več ne preživi, takrat je konc. In tukaj, imajo tudi šop, lahko kupaš, ne, nekaj kova, get more coins, evo, sem tle za 11,99 evra, 150 000 kovancev. Sad le tudi nisem akal nič kupil, tako da, In je luštno in je še ta neke te zgodbice, ki imaš vzad pol, kako so ti neki pujski, kako so bežali, pa potem neka temačna zgodba se razkriva v resnici, ne. In kot kaže jih za njimi preganja, da je v resnici hudobni volk, v resnici tudi sam zavrženi pujsek. Ne sicer 13 prase, ampak 4. Pa še je bilo to slišati zdaj tako, ko imajo pravljice za lahko nočjo na Radio 1. Lahko nočjo. Oziroma prvi, tako, žametno. Ne pa tako radiš, ne, zada groša fantazije, ne. To bomo zrezali. A sem jaz že, ne? Ja. Ok, jaz imam pa 3 tudi, zdaj. Sem zdaj le vmes na telefon pogledal, ki je za ta tretjo, ker bi dal tudi ridiculous fishing, pa ga je sneti že okrado. Tako da, imam Star Command, špil, ki sta ga v bistvu 2 človeka ali 3 ljudje delali, na Kickstarterju denar dobili, potem zavlačevali z razvojem 500 000 let in se vmes skregali z ljudmi, ampak na koncu stavili špil, kjer si v bistvu kapetan vesoljske, v bistvu je pač Star Trek špil brez Star Trek licence, ampak je meni super. Tako, res mi je fajn. In to je po mojem 3 špilov v življenju, ki sem ga 2krat preigral. Dejansko sem šel 2krat naokol, zdaj imam že tako, da imam posadko, ki imajo vsak, ker naberaš posadko, ima vsak v posadki svoje ime. In pol mi je full bad, če še ne umre, in je tako, ne, pižama je umrl. Te variante, ne. Mojega imena nikoli ne daš človeku z rdečo srajco. Ja, ne, se to je ful dobro, ker imaš in life sciences, tako da so ljudje v plavih, v rdečih, v zelenih, tako da, ne, res, meni je, tako, res tak fajn špilčič, po bistvu ni toliko dolg in ga lahko obrneš, tako par misije, različnih, v bistvu je ful prekratek, če si iskren, ampak meni super, no, tako da, če kaj Star Command. Ta druga stvar je pa špil, ki mogoče ni v bistvu, ta je ta najbolj meren špil, ki sem ga igral na tablicah in telefonih, pa zdaj sem se edin spomnil, ne vem, ali je to portal, ampak The Room je original mobilen ali je že bil prej? Ne, je bil mobilen. Je bil mobilen, ok. No, The Room pa The Room 2. The Room pa The Room 2, ok. The Room pa, ne, se ne, bom dal pa še. To se pa sliši, da je The Room pa The Room 2. The Room pa The Room 2. The Room pa The Room pa The Room pa The Room. Ti bi lahko zdaj šel kakšen jazz klub, za badum pa The Room pa The Room pa The Room. To bo moja karijera, ja. Ampak, ne, to je pa res tako, tak špilčič, ki je kao ganke, ki so v 3D prostoru in ima za mobilen špil, glede na to, kaj hočeš, ker moraš odpirati skrinje in potegniti stvari ven, ko predale, pa ne vem kva, presenetljivo dober touch response za nekaj, kar je v 3D prostoru, pa je vlečeš stvari, sem pa kaj. Tako, res, včasih sem malo zakavcal, ampak holy mother of God, to ne bi smel tako dobro delati, ne. In greš v bistvu tako čez serijo teh puzlov, ki so meni res proper super, no. Tako da to je The Room, pa še ta tret,
špil, ki je pa, v bistvu vem, da je bil prej flash špil, no, ampak se mi zdi, da je na mobilcih, kle si bom drzno, bom pol pri portih enega drugega povedal, ampak Kingdom Rush in vsi zdaj nadaljevanja Kingdom Rusha. No. To je cool, ja. To je pa, kar se mene tiče, najboljši defense game, pač, ki sem jih jaz igral. To je pa pač, ja, postavljaš stolpe, horde nasprotnikov letavajo in jih streljajo in so take lušne animacije. In kle sem dejansko naredil moj prvi in-app purchase. Ja, okay. In sem si kupil, tukaj v bistvu edini in-app purchase, ki so, če mogoče se je zdaj kaj spremenil, so dodatni heroji, ne, ker imaš eno herojsko enoto, ki se lahko premika, in sem kupil enega Wizarda in je bilo odlično. Pol je pa bilo ta pravo. Ja, ker je bil Wizard, je bilo čist drugačno. In sem dal ampak se bom tako ven zvlekel, da ko sem jaz Wizarda kupil, je bil on sale. Tako da, s tem se vam vlečem. No. A pa ti je ostalo dosti denarja od Candy Crush saga? Ja, se to ne, pa sem šel, pa mi je pa benzina zmanjkalo, pa sem šel v center. Ja, to je to. Ja. Se misli, da boš rekel Monument Valley? Se to ne, ampak se mi zdi, da je Monument Valley pa meni že malo tak kliše ratu, ne. Se pa če veš, ko je za une mal denarja 8 ur playing time, da biš... No, to je pa ta drugi razlog. Zadnjič poslušam Anžeta, sneti, ne, če si poslušal tisti aparatus, ki je Ulo Furlan not in se pogovarjate o teh špilih, pa to praviš, to pošteveš, daš 3 evre, daš, pa imaš pa 8 ur igranja, ško Monument Valley. Ga jaz kličem zdaj, a si ti najdel ful neke skrivne vhode za kakšne podnivoje, ki jih jaz nisem, ali si pač tak prostorski debil, da rabaš 8 ur za tiste 8 stopenj. Gledaš, kako je on to naredil, ne? On me kliče, tako sred dneva, res, jaz sem v službi, kliče in tako, nekaj te moram vprašati, so tako je bilo, nekaj te moram vprašati, ja, kaj je? Pa je to povedal, ali si ti najdel kakšne ekstra nivoje, ali si tak, da si rabo 8 ur. Ampak predstavlja pa to kot life and death question. Tako da ja. To umo Forlan špila. Ne, ja. Ne, jaz zmeram omenjam, pač Monument Valley se mi zdi glih tak lep primer špila, ki je v bistvu bolj tak experience, daš za njega pač une 3 evre. Pa imaš 8 ur. Okay. In imaš pa par ur zabave, ne, ali pa saj toliko zabave, ki za kino, razumeš, pa je vsem predrago. No, pač, in mi je tak lep primer mi je. No, tako da zaradi tega ga pa zmeram ven vlečem, tako da ja, evo, če imam lahko bonus 4. klene, je to definitivno Monument Valley. Ne, pa se to sem ti fauš, veš, ti lahko v bistvu umetno podeljuješ izkušnjo. A ne? Ko greš v kino, recimo, pa bi Hobbit trajal, ne vem, 15 ur. Rekel sem dal 6 evrov za 15 ur, 7, ali koliko je, ne? To je to, ne? Mami je grozen, da je kar naenkrat, veš, sploh sneti to najbolj ve, ne, koliko smo včasih dajali za PC špile, ne, pa za konzolske špile, oziroma se še zdaj da. Koliko je bilo 6 disket tam malih? A pa mrak computers. Devilsoft, kaj bil že? Satansoft, ja. No, ampak tako, hočem reči, da veš, koliko si takrat dajal, zdaj je pa problem pač res evro pa pol dati, ali pa 2 evra. Ne? Ja, seveda, ne, najbolj, a veš un test, ko so ga naredili s čokoladami, pa so ene stale tako 0,1 centa, res nek ridiculous tiny amount in pol, pa so bile pa ene zaston, ne, pa samo to une zaston so šle. Une zbavim ben ni maro, tudi če so bile full boš, nima veze, zaston. To je to, ne? Zaston skoraj zmeren zmaga, dokler ni... In app purposes, ne? To je to. Ja, se to, ja. Ok, zdaj pa pač drugi krok, ne? Zdaj gremo pa na to. Porti. Predelave, se pravi, ki je bila prej, je bil lahko to špil za PC, lahko je bil za kjerokoli konzolo, je zdaj na tablici oziroma telefonu, pa zdaj pa lahko enega, maksimum pa 3. Da ne bomo imeli, ampak kar gremo 3. Zdaj pa ti, Dejan, že prvi, pa pižama, drugi pa mest. Ja, da gremo v kontravrstno redo. Ja. Ja, začel bom jaz s Kotorjem, ne, ker sem ga kupil in ga igram. Povej še ljudem, kaj to resnic pomeni. To je eno mesto v Bosni. Zraven Bokija. Ja. Zato ti to odpali graš tako, veš, Bok ima tako... Prav, moj špil imaš. To je pač Knights of the Old Republic, gre za Star Wars špil, ki sicer je Star Wars špil, ampak je Star Wars špil v najboljšem možnem pomenu. To pomeni, da črpa iz tega univerza, ne? Ampak realno z obema dvema trilogijama nima pa nič.
Tako da, in je res, pa to je tako, en je zanj ful dober članek napisal o tem, da je v bistvu, to je v bistvu BioWare ga je naredil, ne, kako je že bilo, oziroma to, kar je pol postal BioWare, ne. Enko je BioWare, drugo pa Obsidian. Pa Obsidian, ne. No, ampak tako, zdaj vsi so čist napaljeni nad Mass Effectom, ne, sploh nad dvojko, s čemer se čist strinjam, jaz sem vse 3 preigral, ne, tako da super duper, ne. Ampak tako, mislim, da Mass Effecta ne moreš toliko appreciatati, če nisi preigral Knights of the Old Republic. Tako, to si upam reči. Ker je Knights of the Old Republic je pa tako, sploh pa, če si držal za svoje čase, ne, pa zgodovno bil tako močen, ki je bilo takrat malo stvari ali pa skoraj bena. No. In gre pa kaj za FRP-ko, ki sicer zgleda kot 3D, v bistvu third person 3D špil, ne, se jih tudi je, no, ampak je potezen boj, se pravi, zadnji se kocke mečejo, zgleda pa vse, kada je v realnem času. No. To vem, da se ful kompliciran sliši, ampak dejansko ni. No. In je ta port, ki je bil narejen v bistvu za iOS, jaz ga na iPadu igram, je sicer malo koren, ker sem navajen na pač miško pa tipkovnico, ne, ampak realno gledam, moj bog, kako je to še zmerno dober špil. No. Tako da Knights of the Old Republic, evo. Ja, nimam, ne vem, ama kdo kaj za pripomen pri Kotorju, ne vem. Ok, pa pižamc ti si. Čakaj, ti si se sam Kotorja omenil? Ali? Ja, sem rekel 1 ali 3 stari. Jaz sem hotel imeti ta speech o Kotorju. To je to. Je pa tako, ne, zadeva stane 8 evrov. Ne. Dejansko je 8 evrov, treba je dati na iPad 8 evrov, ampak tako, je en pameten človek, ki mislim, da mu je sneti enkrat rekel, rajdejte za en špil denar, pa unga preigrajte, pa da si jih 17 dol potegneš, pa benga ne igraš do konca. Pa vse daš za Candy Crush. Tako, pa vse daš za Candy Crush. To je izhodišče. Tako da ja, to so te modre besede pač. Pa jaz zdaj gledam tukaj pri svojih purchased, kaj jih imam na iPadu, da so portani, zdaj vidim tle en tak, jaz mislim, da tega ne bi glih, no, čeprav ni originalno na iPadu, je 9gag, Funny Pics and Videos, ampak tega ne igram več toliko. Skoraj bi rekel Wormsi, ker sem jih nekaj časa igral, ampak ne moreš ninjarov pa dobro delati. Ne vem, meni ga ni znesel, ne moreš. Ninjarov je fora glavna za moje pojme. Je odvisno od taktike. Tisti taktika, tisti arkadno. Ja, ali pa se nadrkaš vse uno, kako tisti vetri pihajo, pa da palone granate na pol zaslona na milimeter natančno mečeš, kdo ima. Ain't got nobody time for that. Ja, zdaj si rekel, da so Wormsi brutalna simulacija vremenskih sistemov. Malo bolj zabavni oni dve gorili iz QBasica, ki si banane meče. To bo za PS4, verzija za PS4 bo imela vreme dinamično, pa let, pa točo, pa to. Točno to. Poligonov bo preveč. Ja. Druga stvar, bom rekel, tako, ker je večinoma res dober izkupiček in se v redu da igrati tudi na tablicah, so te predelave starih pustolovščin. Ja. Ne bom rekel zdaj točno, ampak imaš Monkey Island, imaš Sam & Maxa, ne Sam & Max so te novejši bili, pa imaš Broken Sword, recimo, sploh ta direktor Scott je po svoje zanimiv, mislim, da je bil tudi nekako 4 ali 6 evrov in dobiš malo več, kot se tizga spomniš, ker so neke dodane scene. In to je lepo, pač klikaš, tapkaš, tako da čakam, da bojo še Day of the Tentacle, da bi mogoče kdaj tako zaživel, to bi bilo super, da bi ga lahko igral. Ja, in pa potem bom, no, da sneti ne bom mogel reči, bom jaz rekel zdaj Hearthstone, ker je to zadeva, ki je igram, čeprav se imam kar pod kontrolo, ampak je zasvojljiva, je droga in sem zdaj pravzaprav vesel, da sem šele zdaj tako resno padel ta svet teh collectible, oziroma tle je collectible, ne, ker ne traders z ljudmi, card games, ker te potegne not, ker zdaj, če bi jaz, ker sem gledal tam v srednji šoli, pa pol na faksu, folk, ki je nažigal Magic, pa sem tako, pa sem ni dal nekako poglabljati, sem vesel, da ga nisem, ker če bi jaz že takrat igral, če bi takrat padel na to Magic, bi verjetno tudi men benzina zmakval v avtomobilu. V katerem avtomobilu? Anžetovem. Ja, v Anžetovem. In to je pa pač zdaj simple, se pravi, je nekaj podobno kot Magic, tisto, kar ste že igrali, se pravi, imaš kartice, na katerih so junaki, imaš kartice, na katerih so razni uroki in to pa mečeš in moš premagati nasprotnika, ki ima 30 življenjskih točk.
In to je pravzaprav v svojem bistvu to. To je tako profano zveni, kako lahko to tako profano predstaviš? Kako? Kaj da bi rekel, da vem, Klaudija Šifer, veš, lase ima, pa oči, pa hodi. Si utrujen bojevnik, a lahko pa sneti tako povem, si utrujen bojevnik, za teboj je dolga kampanja, v kateri tako si rešil nebroj, in mislim nebroj zmajev, pobil veliko princesk, ali pa kontra, pač odvisen, na kateri strani se boriš. In truden prideš v krčmo, sedeš ob kamin, si naročiš maselc najboljšega domačega piva, kar jih premore krčma, eno gnjat zraven ali pa kračo, veprovo, in se zazreš in tam zraven je nek škrat in te motri spod čela in reče, tebe bi pa izval, se mi zdiš kar priročen. In ti mu rečeš, to sem jaz, ne? Ja, in ti mu rečeš, pa ti bodi, in vzameta vsak svoje podobice iz žepa, jih vržeta na mizo in se namesto, da bi se zunaj klala, potem spopadata na mizi v gostilni. Sred te krčme, se pravi Hearthstone, je igra, s katero je smrtnost v svetu Azerotha padla za kar nekaj stopenj. Če bi imel Anžetov prosto stoječi mikrofon, bi plaskal. Tako da ja, imaš 9 različnih poklicev, vsak ima svoje karte, vsak svoje lastne značilnosti, z nekaterimi pač greš takoj olin od prve poteze naprej, z nekaterimi gradiš počasne taktike in važno pa je pravzaprav, kar me je sneti naučil, Norčar klerika se čuva. Tako. To je to, kar morate vedeti. To je meni taka kitajščina, da je noro. Lej, Anže, pejte na si to ta špil, da lahko gledaš, da tudi na PC-ju ga igraš, ne, in zakaj ne. Pejte na Battle.net, dol si ga, da je zastonje. Ja, sej, tako se začnejo vse te zgodbe. Dej probi, zastonje. Pa ni benzina. Točno to. Pa brado si človek psti. Ok, sneti? Prej bi še, če se lahko navežem na prejšnjo temo, unika se rekel Infinity Blade pa Ridiculous Fishing, bi še 3 omenil, in sicer bi omenil Cannibalt, ki je odličen Endless Runner, ampak od strani gledan. Potem bi omenil Zen Pinball, ki je odličen flipper, čeprav ni isto seveda na touchscreenu igrati kot na tipkovnici ali ta pravih, a ne? Tega sem jaz zdi celo igral. Pa Field Runners, ki je res dober Tower Defense, tako kot Kingdom Rush, če ima kdo, če kdo sprezrl ga, Field Runners 1 in 2, recimo Anže, naj to preizkusi. Ja, to, ok, si že pišem. Se bomo pa v linke dali. Ja, to je res. A ja, dej pa preden ti začneš sneti, sorry, prej sem tako prekinil, sem pozabil, da najboljša stvar pri Hearthstone je pač to, da je tehnološko, je to, da izkorišča stvari, ki jih v navadnem, v resničnem življenju ali v navadnem, kakor temu rečeš, svetu izven računalnika ne bi mogel, ker ti lahko sprot generira kartice, ki jih nimaš v deku, ampak ti pa prihajajo kot neki bonuski in random eventi. Ne. A ja, pač nimaš tako zacementiranega deka. Mislim, imaš 30 pek, ampak pa imaš pa veš, recimo, ne vem, en ti reče, veš, ko, ne vem, če ta umre in je pred njim umrl tudi ta lik, potem prizoveš, ne vem, eno pošast, ne, ful močno, ali pa zdaj pa za vsakega, ne vem, recimo za vsakega nasprotnika, ne, priklič enega psa, ne, to malovca, veš, se pravi ti, če bi imel to kartice, mogel imeti zdaj pri sebi še en tak pek dodaten, kjer bi tiste pse ven metal, tukaj se pa pač lepo pokažejo gor, ne, se pravi izkorišča to, da nimaš ne samo teh fizičnih kart ob sebi, ampak da lahko potem se ti pojavijo kakšne nove, ampak to je pač jasno že zapisano v teh lastnostih kart, ki jih imaš. Ja, ok, fair enough, ja. Ker pač ni fizično, ja, ok, štekame. Sorry, sneti, ja, kva? Aha, ja, se pravi Porti bi dal... Kaj pa, če bi za tele igre, zdaj, ki jih opisuješ, malo nazaj v nidrijski mikrofon vzel? Aha, čakaj. Dobar dan, kak ste, kaj? Ma zdaj pa videl, ne bom delal. Bom raje normalnega, bomo na koncu idrijskega. Ok, se pravi, Porti smo rekli Minecraft, bi rekel Minecraft. Minecraft je zelo fajn igrati, Pocket Edition na tablici predvsem, telefon se mi zdi premajhen, ampak tablica je pa cool. Svojega tamaga sem zelo navdušil za ta špil in svojega tudi kupla. Ja? Super. Ja, tako. In ga je potem tudi izkoristil do dobra. Mislim, da vsi vedo, kaj je Minecraft, ali povem? Ja, povem? Povej.
Se v bistvu je dobro vprašanje, kaj je, ne? Lahko je v bistvu tako, da gradi. Po eni strani imaš tako, da živiš v svetu iz kock, v katerem prosto počneš, kar želiš. To je en mod, se pravi, delaš hišo, gradiš karkoli že, recimo cel svet zahodnjega so že naredili v Minecraftu, ali pa se ubadaš s poslednjim detajlom svoje postelje, na katero truden ležeš zvečer, ali pa greš v preživetveni modus, ker pa se moraš paziti pošasti in potem tudi se bojuješ pošasti, hkrati pa skrbiš za svoje stvari, nabiraš nove surovine in tako dalje. Zelo privlačna zadeva in predvsej bolj globoka, kot se zdi na prvi pogled. Potem imamo Walking Dead, serijo Walking Dead, ki je odlična za tablice. Gre za recimo temu prosto priredbo oziroma v svet nadaljevanke in stripov Walking Dead umeščene nove zgodbe. Ki so res dobro narejene, mislim, to je res dobro narejeno. Ja, vzdušno odlično. Vzdušno odlično. Gre v bistvu za interaktivni film, bi temu rekel. Ne? In če daš komu, da bi ga navdušil nad igrami, bi rad koga navdušil nad igrami, kaj bi mu dal za igrati? Jaz bi mu dal Walking Dead. Eno bi mu dal Walking Dead. Za Telltale ne naredil. Ja, Telltale, ja. No, in to je na tablici zelo fino deluje, s tapkanjem niti ne uspedeš slika, ker v bistvu je to serija bolj ali manj neinteraktivnih scen. Se pravi, ponekod hodiš sicer okoli, ampak večinoma se pa pogovarjaš, pa nekaj tapkaš po zaslonu, kjer boš nekaj naredil. Recimo, odpri vrata, tapen tle. Pogovori se z nekom, tapen na to opcijo. Uporabi nekje, tapen tle. Ta varianta. In je zelo simpel. Jaz bi dal mami in bi moja mama igrala, če bila pač v slovenščini, ampak bi lahko mod igrala. Brez težav. To se čisto strinjam. Ta, preden poveš, zdaj, da se na tole nanašamo, ta zdaj Game of Thrones je tudi za tablice, ne? Veš, da ne vem, če je port že, a je že? Jaz sem gledal, mislim, ne vem, če je že port, ampak kakor sem gledal na Wikipediji prej, je napisan, ni še rekin, ampak je pa... Ni še porta, se mi zdi. Da bo, tudi na iOS-u, ne, kot platforma je omenjena. A si jih drugače igral to, kaj? To moramo veš, mi smo Game of Thrones. Probal sem, ja. Sem preveč gužo je bilo. Kar je Game of Thrones, Až do kaj še ne, Tako da bom zihar preigral brez skrbi. Pa to tudi te Telltale Games delajo. Ja. To po moje čist cool, veš. Ker že te z Walking Dead so naredili zelo fajn storije. No? Ne, se imamo v novem Jokerju opis. Lepa. To komu lahko rečeš, to ni nacionalka, veš. Danes je šel, kasneje, v zadnjem lanskem Jokerju. Ta Joker je zunaj že neki cajta, pižama. V zadnjem lanskem Jokerju je bilo to, kjer je tudi ena dobra, kratka zgodba. Ja, kar v redu je. Kar v redu. Ja, fajn. Pa kakšen opise, kakšen članek. Ja, meni je vse o Jokerju kul, sam ta stric bedanc včasih. Se ga nimamo pogosto, veš. Se ga nimamo. Zakaj ste tega? Ja. Se vem, za to. Razumem. Pa lektor je fužicira, kar neke besede. Za tega del, pa kaj je to? Reč za kva, pa mir. Kva. No, skratka, ta tretji špil je pa, in zdaj bom res geekal do konca, Final Fantasy 6. Sem čakal. Okay. No, in to je tako, kot stare avanture, tudi ta pixelasta reč zelo lepo deluje na zaslonu. Ni kompleksna, je počasna, ker je potezen boj, raziskovanje seveda in tako. In zdaj, a bi to povedal za ljudi, ki ne vedo, kaj to je? To je tako, kot Pokémon, sam ni Pokémonov, ne? Lej, pižama, a prijem tja. Ste te bolj že pelal, kad dobi za benzin. Ne, to je lihtko FRP, se pravi igranje domišljijskih vlog. Ja, a Pokémon pa ni FRP. Kaj? Ja, Pokémon, ne, govorim tako, ker imamo že toliko FRP-jev, ker jih je že prej govoril FRP Kotora, ne, in to je tudi FRP, to se hoče reči. Pokémona sploh ni Pokémona tle, prav? Ni. Ok. Ja. Kak ne? Final Fantasy je bil zadnji klasični Final Fantasy pred sedmico, ki je šla v filmske vode. In je zelo, zelo globoka japonska varianta igranja domišljijskih vlog. In sicer je treba plačati kar pošteno, mislim, da je 12 €,
nekaj tazva. Ja, Square Enix, nešljivi sistema, pač oni. Ja, nešljivi, oni so kar, ne, pa v bistvu ni nič kaj drugače, kot je bilo na Super Nintendo svoj čas in ta svoj čas je že pošteno nazaj, to je 94. Nekaj tam nekje, ampak če ima kdo željo po dolgih, globokih odpravah s čustvenimi liki in res globokim sistemom službovanja, potem je to. Fair enough, ja, Final Fantasy. Ja. 6. To ti treba povedati. Ja, res je treba. Zdaj pa tako, ker smo na vse eno okol prišli, obe dve kategorije, zdaj bomo naredili pa iz vseh teh, ki smo jih povedali, ne? Okay. Vsak zbere eno. To je jagodni izbor tega, ker sem vedel, da bomo že spet dali in nočem, da damo že spet sam spisek ven 12 stvari, oziroma klej jih imamo že 20, ker sem jih pisal sprotne. Ampak tako, zdaj gre zopa pižam začel, okay, pol sneti, pol jaz. Zdaj imamo tako, moraš reči en mobilen špil, ki bi ga res tako, če bi enemu, ki ni še nič kupil na svoji mobilni napravi, kaj bi mu rekel, da nabav in imaš samo enega in ne bo eden od teh, ki smo jih danes že imeli. Aj kul. Cool. Ja, samo veš, zdaj odvisno od tega, komu ti to priporočaš, ne? No, se to je pa druga stvar. Lahko poveš, komu to priporočaš. Ti lahko rečeš, kot si ti prej rekel, za Walking Dead, enemu kankoli še nič ni igral. Ne? Tako je. Komu lahko to kvalificiraš, ampak zdaj gremo tako. Zdaj je jagodni zbor, zdaj naredimo 3, ki jih jaz ti in pižama rečemo in to je to. Okay. Pižamc ti pa začneš. Flappy Bird. Vedel sem, kaj bo. A ti veš, da smo prišli skoraj čez celo uro. Da ni rad, da ti je Ben rekel Flappy Bird. Ja, lej, save the best for last. To je mogoče ne. Ne, jaz sem kar rekel Dream of Pixels. Sicer to ni mogoče za, ne vem, koliko je glih za tiste vstopne, ampak rekel za vse tiste, ki ste uživali v Tetrisu, ker da neko to novo perspektivo na to klasično igro, na eno od osnovnih iger sploh in pa še Slovenci so ga naredili in se splača podpreti in ful lepa igrca, ja, tudi če igrca, to ni igra. Ful lepa igrca je zato, ker pač, če hočeš biti igra, mora biti level dolg vsaj po 2 ure, ne, pa 95 jih mora biti, ali pa moraš plačati za nje po 85 centov, tako kot Candy Crush. Je igra. Ja, tako da, ja, lej, če vprašaš, že ta je. Tako da, ja, jaz sem rekel, ta Dream of Pixels in pejte in zaplujte v fantazijo in dajte se prepustiti domišljiji in sanjajte, ker res to naredi, tako kot včasih, ko smo Tetris igrali in pa kjerkoli si gledal, ko si bral časopis in so bile vmes tako lukne med stolpci in kje si tako gruntovak, kjer ko s Tetrisa tlele mogo not zabiti, pa kako bi ga mogel obrniti, ti ta isto pa še, ki ga nekaj časa zares igraš, ki zapreš oči, se ti kar še te oblaki rišajo in potem trgajo in odhajajo tja gor, kjer srečajo svoje prijatelje, chemtraile. To je to, Dream of Pixels je v bistvu chemtrail špil. To je. Ampak smo prvi mobilni, kaj sem zanč pogruntal. Sem gotovo da je imel pri Game of Thrones Oberyn Martell, rdeče gad, da je imel iOS 7 naštiman za svoj operacijski sistem. Ker? Ja, kaj mu je Mountain prslonil prstne odtise, mu je glavo odprl. No, Touch ID pol, ok. Ti je s pižamo vse v redu drugače. Ne vem. Pogrešam nov fix Game of Thrones, to je to. Ja, ti res čakaš že ta Game of Thrones. Tako da ja, to bom rekel, to je ta chemtrail zabava, ne? Brez kisa. Sčistite nebo brez kisa. Ok, sneti? Ja, da se vrnemo nazaj v realnost. Jaz bom rekel Infinity Blade. Sicer tega ne bi priporočal ljudem, ki niso vešči igranja in ali touchscreena, je pa ta zadeva, oziroma serija, no, ki so zdaj že 3, dokaz, da se da narediti dokaj kvaliteten boj na tako omejeni vnosni napravi, kot je touchscreen. Ne. Se pravi, za tiste, ki ne poznate, igraš kot, recimo temu, nesmrtni oziroma časovno nesmrtni bojevnik, ki ga opazujemo od zadaj in potem s pravilnimi swipi, se pravi s pravilnimi potegi čez zaslon in dotikanji zaslona se borimo z različnimi nasprotniki, kot so veliki vitezi, pošasti in tako dalje. In sprav, iz tega
dokaj preproste vnosne metode pride ena zelo zanimiva globina, ki je tudi na PC-ju in konzolah nisem tokrat videl. Ne? Tako da je špil proper in če imate iOS, za katerega je žal edina narejena, ga priporočamo vsaj enko, ki je res pocen. Okay. Ja, jaz moram povedati, da nisem nek tak hud hardcore gamer, ampak da sem zelo padel v ta Infinity Blade in da je res tako tudi zelo intuitivno, potem te kontrole seveda pa jih moraš predvsem ta blokiranje, ne, se je zelo fino naučiti, ker samo odbijanje udarcev, ker samo nastavljanje ščita lahko pa hit privede do smrti. Pa izmikanje, ne? Izmikanje tudi, ja. Pa izmikanje pa to pa seveda, da je imaš par različnih tipov sovražnikov, ne, na kateri, ki imajo potem približno iste taktike, pa to, ampak vsem se moraš pa na vsakega od njih potem posebej pripraviti, nuni z dvojnimi rezili, s tistimi sulicami, pa to so bili zmeri za gamer. No, in to je bistvo, to ti kaže bistvo interaktivnosti. To nisem nekaj, kar gledaš ali pasivno igraš, ampak nekaj, v čemer aktivno sodeluješ in si za svoje dejanja si nagrajen ali kaznovan. Tako kot recimo v Anžetovem Kotorju. Pa tle še ta True Detective referenca, Time is a Flat Circle, ker se pač vedno se vračaš na isto točko. Tako. Sicer vedno kot naslednja generacija tega bojevnika, ne, ampak Tako je. Ostajaš v tem krogu. God damn it, ok, to sem nabavil. Lahko jaz dam za igrati naslednjič, ko se vidi, da si ga dal nazaj na telefon, pa da malo pogledaš, kako je, če hočeš. Ja, da bom imel več denarja za Candy Crush Saga. Ja. Ne morem kar kupiti, no. Ok, pa jaz, zdaj sem tako, videla sta dala take, ki... Okay. Ne, jaz bom pa polkar rekel The Room. Dejansko bom rekel The Room. The Room. A veš, kako se temu reče v igrah? Temu se reče v igrah umetno podaljševanje igralnega časa. To je tudi Monument Valley, 8 ur. Okay. Ne, jaz The Room pa res zaradi tega, ker je pač tak špil, ki je res tameren, no. Nič ne skače, nič ne tepe, pomagati takrat, ko ti ne more, ampak je še zmeraj meni toliko zanimiv, pa všeč mi je ta manipulacija čist 3D prostora, če normalnih objektov 3D prostoru, no. To meni sede. Pač, ker je tam neka miza in jo malo okolo obračaš in predale ven vrečeš in pol ključe najdeš in ključ obrneš in neki z mize skoči in pol še en predal in pol je en listek in pa moraš neke črke obrniti. In je tako, mene... Na kateri točki pa najdeš denar, ki ga porabiš za Candy Crush? Ne. Odpreš peto skrinjo. Ja, na koncu pete skrinje. Ne, sam tako, ta špil se mi zdi, da mene ful pomerja, no, tako se mi zdi tak v easy za igrati, no, ker nič ne poka, nič ne skače, sploh ne rabaš muske med zraven na končni fazi. Je tako. Ja, že, ti lahko še kaj svetujem v tem kontekstu. Recimo, poznam eno serijo Barbie Horse Adventures 3D, ful v redu. Veš, nič ne tepe, nič ne skače, čeprav konji skače, ne, to je že malo hudo. Meni so dali, čakaj, kaj bil že ni na telefonu, ampak ki ste meni dali enkrat za Joker, da bi opisal nek Hello Kitty Island, tako je bil že. Ja, Hello Kitty Island, tisti je v redu, ja. Pa drugače tudi Lula 3D. To bo zažeta, sem ni na mobilniku, sorry. Čeprav, če smo pri teh špijah, veš, kjer bi ti bil mogoče, ampak ti zgavaš pa na računalniku, Salome, kako je bil tisti naslov že, ki imaš to Janeza Krstnika, neko zgodbo odigraš, ki je tudi bolj interaktiven film, ampak ena zelo taka meditativna zadevca, to sem tudi nekoč za Joker, bomo poiskali opis, pa ga dal med povezave. Sneti se enkrat odločil, da fakt ta pižama bi pa lahko tudi špile opisoval, ker tako res igra menga na let in to pasjanso. Dej neki, Hearthstone locked 5000 ur, dej. Zlat dek imaš, no. 4000 ur od tega je bilo idle. Ko si gledal, kako te tepe prist.
In, Kje rad z Junksa sta, to je nora. Pol bo šla, zdaj po oddaji greva. Ja, v glavnem na neki točki je imel sneti to idejo, da bom jaz pač opisoval tudi špile in pa mi neke take bizarne, da je oglizanj sem najde eno pisal o nekem špilu, ki je v resnici metafora za kreativni proces. Ja, kaj si to špilo? Unka si od spod neki kuru tista drva ideja in pač fora bolj, ker si bil kreativen, manj časa si imel za otroka, da bi se žogal z njim in potem si mogel iskati. To je kot v resnici v življenju, kaj? Bolj, ko kuriš drva, manj časa imaš za otroka. To jaz večkrat slišam. Ampak če nakuriš drv, pa otroka zebe, ne? Ta dvojnost življenja. Kam mi je pisal o tem? Mislim, da smo prišli do konca tele 46. edicije glav. Ne? Prve v letu 2015. Vsi smo še tako skrokani od novega leta, da... Čak, da vzamem drug mikrofon, samo čak. Aha, da je zdaj, ja te. Kaj zdaj? Čak, idem še se vzel ta drug mikrofon, zdaj sem kupil enega. Da vzam. Kojega? Ko je tu za en dič? Ko je noč, da smo ga dali? Žal, že drug mikrofon. Že, odkje je pa ta ušel? Mene je strah. Skašne bolnice pa ta prljeto. Kalce desno, ne? Ali kako imate? Pokvaril se je, mikrofon ne dela. Hitro se pokvar tebe velja. Sneti? Ja. Kje se tebe najde na internetu? Na zastupem. moram po idrijsko vprašati. Ki si ti najda na una stvar, ko požica pride? Na elektrik, na Wiki sem na elektrik. Ampak na internetu sem na Jokerjevem forumu. Ja, no to, pa na joker.si, ne? Ja, pa na sneti afna joker.si. Ja, pa imaš tudi Twitter account, ki ga nerealno veliko porabljaš. Zdaj pa v vsaki oddaji, v kateri sodelujem, 100% poraste. Dejansko imaš več tweetov v zadnjih 3 mesecih kot Domen Savič. A imam? Ja. Pižama, kje se pa tebe najde na internetu? Mene se pa najde na Twitterju Pizama, na Facebooku Pizhama in pa pizama.net, ki se pa tebe najde, Anže, če bi se hotel s tabo pogovarjati v angleščini, človek. Jaz sem na Twitterju Afna Anzeto, vsi podcasti mreže Aparatus. Ne recimo, da Michael Manske zdaj, da to poslušaj, se reče, ful bi rad z žetom govoril, ampak ne da se mi v tej slovenščini, bi rad se malo spomnil svojega maternega jezika, kam te mora pa na Twitterju je tiskati. Pod Afna Atomic XX, ok? Okay. To je moj angliški, dej nehite me že s tem zajevati. To bomo danes dodam. Sicer pa Aparatus na aparatus.si, na Facebooku aparatus.si, aparatus na Twitterju in pa seveda aparatus.si pošiljnica pri 4, 8 ali 12 evrov, dajte prosim prispevati, da že to ne bo treba fehtati na kongresnem trgu, da bo lahko igral Candy Crush sago. In pa dajte, če še niste šli res to, zdaj smo pogruntili, dajte nam res čim boljše, dajte take ocene nam v iTunesih, kakor mislite, da se jih zaslužimo, ampak dajte čim boljše utemeljitve zraven. Dajte take žafne utemeljitve, da se jih bo dalo fino pol prebrati, ne, lahko napišete želje v novem letu, dajte prite na Facebook ali pa na glave afna aparatus.si mail, pošljite malo želje, evo, zdaj bo vas sprejemala glasbene želje, dajte povedati, kaj je kakšna tematika, o kateri bi radi, da se pogovarjamo v letošnjem letu in date kakšno idejo, lahko nam to poveste seveda tudi na Twitterju ali pa Facebooku. Mala midva že par dobrih zadev na lagerju, ampak jih žal nisva mogla do zdaj še uresničiti, ker je nekdo moral treti neke sladkarije. Ne bomo zdaj o tem. Ampak ja, glave tako da v 3. leto svojega obstoja, koledarsko leto, seveda, drugače še nismo povsem v 3. letu, tako da hvala vsem, ki ostajate z nami, poslušajte nas še naprej, čeprav nismo toliko napeti kot serial, ampak vseeno 3-4 adijo. 3-4 adijo.